Trditve, ki jih dajo proizvajalci vozil za nadaljnji razvoj, so velikokrat zelo drzne. Volvo na primer pravi, da se od prihodnjega leta v njihovih novih avtih ne bo več nihče ubil, Toyota pa, da bo v naslednjih 30 letih izpuste svojih avtomobilov zmanjšala za 80%. Da si boste lažje predstavljali, če ostanem pri bencinu ali pa nafti, to pomeni, da bo na 100 km avtomobil porabil namesto 5 litrov samo še enega. Ampak ne bodo ostali le pri motorjih z notranjim izgorevanjem, ker že sedaj ne. Itak veste, da Toyota dela hibride in tale sklop v novem RAV4 je naravnost fantastičen. Enakega sem preizkušal že zadnjič v Toyoti Camry, ki je bistveno nižja in zato lepše reže zrak, ampak tudi tukaj poraba ostaja tako majhna, da se spodobno ne more pohvaliti prav noben tekmec. Veliko avtoceste bo pomenilo dobrih 7 litrov, malce manj pa samo 6. In to za avto z 2,5 litrskim motorjem, 4,6 metra dolžine, visoko podobo in skoraj 220 konjički. Če vprašate mene, super rezultat. Ja, boste rekli, pa koliko elektrike še zraven, na koliko časa ga je treba polniti, glede na to, da je hibrid, pa kako glasen je neskončno stopenjski menjalnik. Ok, gremo po vrsti. Nekaj elektrike že, ampak naj vas ta ne zanima, ker ne gre za priključni hibrid, torej ga ne boste polnili in je v bistvu že všteta v samo porabo avtomobila. In tudi motor se kaj dosti ne dere, pravzaprav je večino časa pa vsem tih, edino če naredim takole, potem ga boste seveda slišali, kadar boste izkoriščali vseh 160 kW moči, torej 218 konjičkov. Ker je baterija majhna, avto tudi ni težak in to se med vožnjo pozna, ker je presenetljivo lahkoten in prav super za voziti. Tudi občutek na volanu je fajn. Glede zunanjosti ne bom dosti razpredal, ta je precej ostrih linij kot zadnje čase vse Toyote, zato izgleda bolj zanimivo in agresivno, kar vam je seveda lahko všeč ali pa pač ne. Meni dejansko je, sploh v tej barvi in s temi svetleče črnimi plastikami. Znotraj je ta avto v primerjavi s prejšnjim naredil velik preskok v kakovosti naprej. Vsi materiali so odlični, večinoma je vse skupaj zelo mehko, všeč so mi tale velika stikala za klimo, ker delujejo robustno, podobno kot karakter avtomobila. Sedim odlično, preglednost je dobra in ta velik zaslon poznam že iz Corole. Programoje je boljše kot včasih, precej intuitivno, samo še kakšno malenkost bo treba polikati. In odlagališče je tudi dovolj. Kdor se rad pohvali, da ga je veliko med nogami, bo mogoče potarnal, da bi rad desno koleno dal še malce bolj ven, pa ne gre, ker je osrednji del armaturne plošče precej širok. In zadaj je prostora sedaj več, za potnike naravnost ogromno, tudi če boste spredaj in zadaj sedela dva človeka visoka 1,90 m, ga bo dovolj. In prtljažnik ponuja 580 litrov prostornine. Kaj pa še hočete? Elektromotor v praksi kar velikokrat prevzame glavno vlogo, ampak je to tako nezaznavno, da tega skoraj da ne boste opazili. Meni je dejansko še najbolj všeč ob samem speljevanju, ker takoj ponudi veliko navora in zato boste brez težav speljali že z minimalnim pritiskom na stopalko. Sploh na slabi podlagi je takšno speljevanje super, ker ni treba čakati bencinskega motorja, da se zbudi. Če je dobra alternativa dizelskemu motorju, me sprašujete? Ne. Ni dobra, odlična je. Cena pa dobrih 41 jurjev za konkretno opremljen avto z opremo premium.